Pozdravljeni. Ustvarjalna energija je živa, gibljiva, kipeča. Ko ji pustiš, da se skozi tebe udejanja in ustvarja, z njo rasteš in se raztezaš v življenje samo. V začetku leta sem dobila nove navdihe in zdaj je čas, da jim dam krila. Odločila sem se, da poleg pisanja knjig, predavanj in delavnic svojemu ustvarjanju dodam še video zapise. V zadnjih letih spoznavam se več izjemno zanimivih ljudi. Ljudi s svetlobo v očeh, ki živijo svoje sanje in ustvarjajo svoje življenje s strastjo. Ko se srečamo, se resnično vidimo. Ko se srečamo, čas teče drugače. Ko se srečamo, se energije med nami pretakajo oboje smerno. Polnimo se navdihujemo in spletamo mreže novega sveta. V teh videih bom tkala zgodbo o človeku. Človeku z veliko začetnico. Vse bolj opolnomočen je, srčen, inteligenten, navdihujoč. Je človek, ki sije. Danes začenjam s prvo zgodbo. Zadnji dan aprila sem se s prijateljico Nino odpravila na Štajersko, na obisk k Vladu Nunčiču. Vlada sem prvič srečala lansko leto, ko je kot obiskovalec prišel na moje zborovanje Modrost je most. Letos sem ga kot predavatelja povabila na 3. zborovanje Modrost je most. Njegovo predavanje si lahko ogledate na moji YouTube strani ter v knjigi zborniku Modrost polnosti praznine. Vse najdete na moji spletni strani www.vesna-zvegla.si. Povezava pa je tudi spodaj pod tem videom. Delček svojega obiska pri Vladu želim deliti tudi z vami. Le dan prej sem dobila mikrofona in jo še nisem stestirala, zato je nekaj posnetkov žal brez zvoka in jih ne morem vključiti. A kljub temu sem se odločila, da že ta obisk izberem za svoj prvi video Človek s svetlobo v očeh. Pa se bom Vlada še obiskala in takrat delila z vami še več njegovih misli, zvokov, glasbe in navdiha. Ko vstopimo skozi vhod v Vladov dom, lahko dobrodošlico zaščitijo vrata oziroma na vrata obešeno glasbilo. Srce mi poskoči v radostnem odzivu. Tudi jaz bi imela kaj takega v svojem domu za srčno dobrodošlico vsakomur, ki mu odprem vrata svojega doma. Vlado je res izjemen človek. Srčen, topel, pristen. V svet prinaša kozmično harmonijo zvokov in glasbe. Raziskuje in izdeluje lesena glasbila. Tista stara, skoraj da že pozabljena, ki jih najdemo v starih antičnih zapisih ali na srednjeveških freskah. Vlado jih obuja v novo življenje. Raziskuje, nadgrajuje in izpopolnjuje jih. Vsako glasbilo je unikat. Pri tem ga navdihuje narava s svojimi prvinskimi zvoki, kar vse izhaja iz univerzalnih kozmičnih zakonitosti. Pa da vam predstavimo nekaj Vladovih lesenih glasbil. Tale monokord je obnešen na ton cis in to je taka bazična frekvenca za umiritev in sprostitev pred drugimi metodami, ki se uporabljajo v glasbeno-terapevtski praksi v kombinaciji tudi z psihoterapijo. No, potem imamo pa danes kar ta pravo kombinacijo. Ti, ki ustvarjaš glasbila v terapevtske namene, in Nino, ki je tukaj naša klinična psihologinja. Ja, zelo dobro. Fantastična kombinacija. Le kaj se bo rodilo iz tega? Naj še povem to, da določena gibanja nebesnih teles lahko izračunamo tako po zakonu oktave, da jim določimo določen ton oziroma določeno barvo. V tem primeru tega tona gre za letno gibanje Zemlje okoli Sonca in če to izračunamo, temu gibanju ustreza ton cis oziroma turkizmo zelena barva. Vemo, da ton cis in pa turkizmo zelena barva, ki sta samo na različnih nivojih frekvenc, ustrezata srčni čakri, oziroma temu energijskemu središču. Kaj je pa to, Vlado? To je pa zvočni stol. Zvočni stol? V
v bistvu ima monokord vgrajen v naslon. Aha. Se pravi, sistem ali pa varianta monokorda, ki je vgrajen v stol in se potem se te vibracije prenašajo na celoten stol in tisti, ki je na njem, se to ne nas sliši, ima tudi čuti. Nina, kako se počutiš? Ja, res čutiš, kot da bi bil mogoče z blazino na vodi ležal, tako, na morju, ne? Aha. Najtežili blazino gor in tako prijetno valovi, velika sem in tja, ampak hkrati še ta zvok, ki me veš, odkje je, a ne? Še zelo lepo. Nekaj posebnega. Ta stol je potem tudi za terapevtske namene. Tudi, ta še posebej močno deluje, a ne, zato ker zvok se sliši, pa tudi občuti vibracije. Ja. In koliko je takih stolov v Sloveniji? Eden. Ha. A to je ta, ne? In to je ta. En stol, ki si ga izdelal ti. Tako. Kje si prišel na idejo oziroma kje si dobil zamisel za izdelavo tega monokordnega stola? Ko sem se srečal z enim prijateljem, ki je izdeloval tudi monokorde med ostalimi glasbili iz njegovega spektra, sem potem spoznal tudi to področje, ki ga do takrat ni nihče pokazal. Da obstajajo tudi načini teh zvočil, kako zvok se dotakne človeka. Kako se igra v ritmu srca? Tako, ja, da poskušaš ujeti ritem srca, se pravi, tako kot taka tudi ura, ne. Lahko malo tišina je izjemno pomembna, tako kot pri glasbi pavza, da izzvenijo toni in potem spet. Pa enkrat močneje, enkrat bolj na lahko in na obeh straneh stola oziroma strun, na teh, ki so višje odglašene, in na teh, ki so nižje odglašene, pa seveda z različno intenziteto, ker to vse da različen učinek zvenenja ali kvotnih tonov in da različne občutke v zaznavah. Tudi gubanje lahko uporabiš v ritmu srčnega utripa. Kukanje. Gubanje, ja, se pravi, da gubaš. Ali bolj počasi, ne? Ja.
Vsaka piščal zveni v tonu enega izmed planetov našega osončja. Vsak planet ima svojo frekvenco, svojo vibracijo, svoj zvok. Škoda, da tudi tu snemanje zvoka zataji, tako da vam več o tem pove Vlado kdaj drugič. Sanja cigorje, moja mati kuha kafe, samo cikorja, samo daje. Moja mati kuha kafe, samo cikorja, samo je živna. Moja mati kuha kafe, samo ječmena, pa samo daje. To je povprek, ali ne? To je povprek. Vse te inštrumente ti sam izdeluješ, Vlado, ne? Tako je. Kaj te pri tem najbolj veseli? Da na koncu porata inštrument. Je to največje veselje. Prej si rekel, da si raziskovalec. Ja, raziskovalec. Če rečem izdelovalec, se to razume, kot da to na veliko delo. Ampak ni, ne, to tu pa tam kaj rata. V tem raziskovalnem smislu, kakšen zvok bo ratal, da bom nekaj na novo naredil, drugačen les uporabil. Tudi zelo rad imam, da je stvar v estetskem smislu dovršena. In pa seveda v zvočju. Pa na nek način tudi obujaš inštrumente nazaj v življenje, ker si rekel, da delaš inštrumente iz antičnega časa, iz stare Grčije. Pa če se prav spomnim, na predavanju si rekel, da tudi iz nekih fresk si že poustvaril inštrumente. Tako je, iz srednjeveških fresk. Vsi inštrumenti imajo eno tako razvojno pot in kontinuiteto iz teh zelo starih časov, recimo iz starega Egipta, pred 3000 leti, ker poznamo to njihovo zelo preprosto harfo, ali pa stare Grčije liro. Te zadeve potem samo malo razvijajo, nekaj se doda, postajajo potem glasbila malo večja, recimo preko srednjega veka in do današnjih dni, kjer se razvijajo do nekih večjih razsežnosti in tudi večje možnosti igranja. Ampak kar je zanimivo, me navdihuje vedno ta preprostost starejših glasbil, s temi 5 ali 7 toni, ki da tako čarobne zvoke. Prav zaradi te preprostosti in zaradi tega boljše uglašenosti. Ja, vibracija celotnega prostora tukaj danes pri tebi je fantastična. Nekaj že mora biti na tem. Prej si rekel, da so tvoji inštrumenti vsi uglašeni na 432 hercev, ne? Tako je. Ja, 440 hercov so pač postavili leta 1939, da so inštrumente nekako po celi Evropi oziroma svetu dali na eno frekvenco, da kjerkoli se srečajo, glasbeniki lahko skupaj igrajo. Ampak zdaj, zakaj je bila izbrana ravno ta 440, je veliko teorij. Ampak mi se ne bomo z njimi ukvarjali, mi se bomo raje 432, nekaj je bolj harmonična. 452 je tudi bolj harmonična, ampak to dokazujejo tudi eni dokazi z
zvočnimi slikami na vodni gladini. Če tako ali z drugačno frekvenco delujemo, pride drugačna zvočna slika. In 432 hercov daje tako simetrično strukturo, lepo, estetsko lepo, medtem ko 440 ustvari bolj razmazano strukturo. In že to je meni dovolj, no, da v bistvu je dokaz, da so določene frekvence v sozvočju z kozmičnimi valovanji, nekatere pa niso, so izven tega. In ker je človek kozmično mnogodimenzionalno bitje, je prav, da so inštrumenti oziroma glasba, zvok, ki nas obdaja, v harmoniji z nami, če želimo živeti zdravo, polno, celostno življenje in se razvijati v višje dimenzije. Ja, to je nujno. Ker zvok izjemno vpliva na človeka, zelo močno vpliva, zelo močni učinki so, in je res pomembno, kako so inštrumenti uglašeni, pa tudi na splošno, kakšni glasbi, zvokom, vsemu se izpostavlja. Koliko različnih inštrumentov si pa že naredil? Ne po številu, ampak po različnih. Po različnih, ja, lahko bi rekel, lahko bi jih naštel, recimo orgle Lajna, Oprekelj, več različic tudi sem naredil. Potem so različne izvedbe monohord, stoječi, bežeči, takšen za na telo, zvočni stol, zvočne ležišče, piščali, pa še bi se kaj našlo. Inštrument? To je dežna palica. Dežna palica? Ja, ki pač imitira zvok dežja, ali pa lahko si tudi morja Ja? predstavljamo. Ja, morski valov. V kakšen namen se pa uporablja? Jaz bi si čisto predstavljala za meditacijo. Ja, saj, Da sedim v meditacijskem prostoru. Zato se uporablja, ker je, recimo, kako je narejena, ima polno enih takih paličic, zobotrebcev, v bistvu, tako po tej spirali, skozi katere potem pada riž, da se počasi pretaka skozi tiste paličice. Riž pa seveda zato, ker je simbolno pomeni očiščenje. Njena je daljša, ena krajša, ne? Je to Ja, drugačen? različen zvok je potem. Dežna palica. Smo v Vladovem svetišču, v katerem izdeluje ta čudovita glasbila. Z Nino sva dobili krasna darila, vsaka svojo piščal. To je pa Lajna. Koliko
si jih pa lajn naredil že? Nekaj jih je bilo, no. Različnih, vsaka drugačna. To je zasnova veterne harfe, kakršne so poznali že v antični Grčiji. Oblika, kakršna pa je, kakršno si zamislil, pa simbolizira deblo drevesa. Iz tega debla pa so kakor eni rogovi. To idejo sem povzel iz grba občine Šmarje, zato ker ima tudi v grbu rogove, ampak hkrati ta dva kraka simbolizirata glasbilo, se pravi grško liro. Če izhaja že iz tistih časov, je potem to tudi v tem smislu simbolika. In sam resonančni trup, se pravi deblo, in pa ta list, ki predstavlja lahko tudi krošnjo oziroma jevšin list, predstavlja tudi simboliko, tisto, ki je na šmarskem grbu oziroma simboliko naše občine. No, manjka še zgornji del, se pravi lok, ki bo tudi imel resonančen trup, tako kot je že tole, in preko tega loka in tega resonančnega trupa bodo napete strune, in potem je to je potem izpostavljeno vetru. Ko bo potem veter zapihal skozi strune, bodo zazvenele. In ta ideja je že stara toliko kot oziroma izhaja iz antične Grčije, kjer so zvok dojemali kot nekaj, kar človeka umirja in ga spravlja v ravnovesje z vsem živim okoli njega. A tam so imeli na prostem te vetrne harfe? Ja, na prostem. Kje bi pa tukaj pri nas taka harfa najbolj ustrezno bila postavljena? Taka harfa bi bila najbolj ustrezno postavljena na prevetrenem mestu, tam, kjer je stalen veter, se pravi na kakšni vzpetini. In seveda glede na to, da je tako lepo zasnovana, bi morala biti pokrita v kakšnem paviljonu. Saj tudi te harfe v antični Grčiji so postavljali v kakšne zgradbe, no, kakšne zvonike. Skratka, zdaj, da se najde nekdo, ki bo postavil ustrezen paviljonček in da postaviš to harfo takoj, ko bo dodelana do konca. Ja, točno to bi bilo potrebno. Imaš že kakšno idejo, ki bi bilo? Nimam ideje konkretne, ampak vem pa, kakšno mesto bi moralo biti. Se pravi, kakšna vzpetina, kakšen hrib, v kakšnem planinskem domu mogoče, ali skratka nekje, kjer je prosto dostopno vsem vetrovom iz vseh smeri. In kjer so lepe energije. Pa če niso, jih pa tudi to uravnoveša. Ker za temu je namenjeno. Super. Upam, da bomo kmalu videli to v postavitvi. To je bilo res nepozabno druženje. Vlado naju je sprejel z odprtimi rokami. Po okusnem kosilu dobrot iz gozda, čemaževi juhi, čemaževih palačinkah, čemaževem kruhu in čemaževem mazu, vse je skuhal in spekel Vlado sam, smo se podali v Studenice pod Boč nabirat čemaž. Ves čas obiska pa nas je spremljala glasba. Vlado vsa svoja glasbila ustvarja sam. Tenkočutno iz njih izvablja zvoke narave in kozmosa. Še se bomo srečali. Še se oglasim pri njem. Ko spoznaš tako lepo dušo, si počaščen, da človeka lahko šteješ v krog svojih prijateljev. Osebni stik je neprecenljiv. Je edini, ki dejansko odpira vrata srca. Medtem ko spirala hitenja mnoge požira v brezno stresa, na vse več ljudi izbira drugačno pot. Pot navznoter. Pot v sebe. Spuščamo stare navezanosti in se odpiramo sebi in skozi sebe spoznavamo povezanost z drugimi in vsem, kar je. Medtem ko se strukture starega sveta rušijo, se hkrati odstira novi svet. Je že tukaj, a da ga sploh opaziš,
moraš vanj usmeriti svojo pozornost. Svoj novi svet ustvarjamo skupaj.